Dobrodošli, Prežihovci, na Ravnah na 38. srečanju. Pred nami je lep večer, posvečen našemu skupnemu prijatelju, koroškemu pisatelju in prijateljstvu med šolami, ki nosijo njegovo ime. Spominsko knjigo je zapisal Prežihov Oranc Vlado Smrekar v Kotlah 1. maja 1948. Če hočeš imeti dobre prijatelje, moraš najprej sam sebe dobro poznati. Najbolj se spoznavamo ob posebnih priložnostih in to nam med drugim nudijo tudi naša srečanja. 7 solzic se je danes spet povezalo v šopek. Prosim za besedo našega ravnatelja, gospoda Stanislava Osojnika. Dragi gostje, učenci, gostitelji, starši in sodelavci. Lepo vas pozdravljam
na letošnjem 38. srečanju preživljivih šol. Da, 38. Začelo se je danjega leta 1970, ko je takratni ravnatelj gospod Ivan Janko povabil 4 šole iz Slovenije, da bi se začeli srečanja. Takrat niso bile vse te šole Prežihove. Med njimi je bila osnovna šola Kostanjevica. Ko sem razmišljal, zakaj sem našel rdečo nit v Forma Vivi, ker takrat je bila naravna Forma Viva Kovina, v Kostanjevici v Pales in najbrž je bila tista ideja o tem srečanju še v zametku. Vendar v naslednjih 5 letih so se mu pridružile vse šole iz Slovenije, ki so nosile ime našega pisatelja. In prav tako še obe šoli iz zamestva, to je iz Doberdoba in iz Doline pri Trstu. In od takrat naprej se redno srečujemo. Moram poudariti, da od leta 1991, ko smo se osamosvojili, ni odpadlo nobeno srečanje. Tako je v Sloveniji letos že 25 srečanje po vrsti. In ponosni smo, da smo ostali skupaj, da se nismo dali in podlegli izkušnjavam lagodnosti podiranja starih dobrih stvari. In ko vas vidim pred sabo, kako zarete na bodočnost, vem, da ta ideja ostane. Ostala bo ideja preživkostva, ki nas združuje. In prav zato letos pozdravljam med nami tudi vnukinjo našega pisatelja, gospod Metko Petrič. Prosim, da se nam ne pridruži na odru. Bravo. Draga Metka, boš malo povedala nam svoje spomine na svojega deda. Sigurno je bilo v vaši družini zanimivo in bi prosil, da malo poprosim. Vsem ostalim pa želim lep večer in lepo 2 dni druženja naravne. Hvala. Dober večer, Prežihovci. In imam čisto zraven, ne? Ko sem bila povabljena na vaše srečanje, sem premišljala, kaj bi jim kaj povedala. Zdaj je kar težko zbrati, ne? Ampak sem se odločila za tako malo anekdoto, ko smo nastopala oba dva, dedek in jaz. No, izmed deklic, ki so šle čez goro k očetu, je bila tudi moja mama, najstarejša Vorončeva hči Vida. Jaz dedka se ne spomnim, ker sem bila stara 6 mesecev, ko je on umrl. Ampak nekako mesec dni pred svojo smrtjo, v Mariboru je takrat živel, je imel silno željo, da bi me spoznal, pa da bi videl. No in seveda smo z mamo mogli priti v Maribor na Gosposvetsko ulico in smo bili tam kar precej časa. No in moja mama je mene hranila točno po odmerkih. 2 meseca imaš toliko mleka, 3 mesece toliko, tako naprej. Ne? In jaz sem se drla ko jesikar, ker sem bila lačna na prestanu. In dedi Voranc je to hodil in gledal, tudi tisto zibiko, pa je rekel, tega mali popr. To je pa čisti mali popr. Bici, stare mami moji, je pa rekel, veš kaj, ti boš mogla prevzeti nad dekletom. Red je rekel, Vida je čisto odpovedala. In seveda stara mama je potem to vse vzela kot za sveto resnico in me je do šolskega začetka, ko sem začela hoditi v šolo, me je imela na Preškem vrhu in se trudila, da bi me prehranila, tako da se me je uspela, no, skoraj malo več. No in to je naš Preški vrh. Zdaj, moji starši so zaradi zaposlitve so potovali po Sloveniji in seveda jaz z njimi.
In tako sem spoznala prek Murske ravnice, Prleške vinograde, Ljubljano, ampak zgodba se je vedno ponavljala, kjerkoli smo bili, se imam na vsak kraj lepe spomine. Je v začetku šolskih počitnic šla moja torba v kot, jaz pa na prvi vlak, pa na avtobus, pa na Koroško, na Preški vrh. In seveda na Preškem vrhu, to je bilo pa nekaj čarobnega. Pri nas na Preškem vrhu imamo turške šance. To je sistem okopov izpod Uršlje gore do samih Ravn. Turške šance pravijo, da so celo starejšega izvora, da so keltskega izvora, ampak potem pri vdoru Turkov na našo slovensko zemljo naj bi jih samo obnovili pa poglobili. Potem so služile kot strelski jabki v Napoleonovih časih. No in poleg vsega je imela pa stara mama v hiši še spominsko sobo, posvečeno Gorancu, in tja so prihajale šole, kot ste vi, tudi iz cele Slovenije, prihajali so iz Poljske, iz Rusije, da v bivši Jugoslaviji ne govorimo, iz Anglije. Spominjam se tudi, ko je bil enkrat na obisku en ameriški pilot, jaz sem bila še mehna in sem ga mogla piti pozdrav, pa je sedel za mizo, pa je imel noge na mizi. So rekli, ameriški pilot, no dobro. No, to poleg vseh teh obiskov, ko so prihajali, so pa prihajali na obisk stari mami tudi Gorančevi prijatelji, pesniki, pisatelji, pa tudi prijatelji z njegove politične poti. In tako sem kot otrok spoznala Franceta Bevka, Antona Ingoliča, Kristino Brenkovo, Ivana Potrča, Branko Jurca, Matevž Hacel, vse je bilo v glavnem. Ampak to niso bili taki obiski, da bi bilo recimo 3 ure, pa bi šli. Ampak to so bili po 2, po 3 dni prije gor, ne. In kaj zdaj? Stara mama je bila večkrat zapol zaposlena, ko jim je mogla kuhati kosilo, večerjo, in mene je pa zadolžila, da sem bila en tak mali vodiček po Kotlah, ne. Kakšen si je zaželel, da bi videl Gorančevo rojstno hišo, kakšen je hotel videti pač tisto hišo, ki so takrat bili. Eden je hotel videti še v živo tisti lik, ki ga je Goranc uporabil v svojem romanu. In tako da so dnevi minevali bliskovito. In so me starši komaj dobili za 14 dni, da sem šla z njimi na morje med počitnicami. Kakor je bilo konc morja, sem bila že odzadaj nazaj. No in zdaj pa, da nekako zaključim to celo stvar. Pravim, Prežihovci, če bo koga slučajno zanesla pot na našo Prežihov vrh, se lahko mimogrede oglasi pri meni, pa mu pokažemo še marsikaj. Mogoče bo še celo kak novi okop odkrili, pa ste srčno vabljeni in hvala lepa za poslušanje in lepo se še imejte na Koroškem. po katerem nosimo ime, preživel veliko časa v 2 zadnjih letih svojega življenja, v bolnišnici ali stanovanju, ki so ga uredili zanj. Sledi odlomki iz pisem. Pismo Pavli, ženi brata Buslina iz bolnice v Mariboru ob materini smrti.
Pismo Bruno Gerdoviću u Mariboru Skotel, pismo Karlu Reberšaku, povjereniku za kulturu u Mariboru. Draga Pavla, ob smrti naše matere je moja dolžnost, da se ti še posebej zahvalim. Ti si jih imela par let na skrbi in hudih časih in si jih zelo lepo imela. Nikdar niso mati kaj rekli česte, da si ravno smo jih imeli za sitne in res tudi niso šparali jezika za take stvari. Mene je hudo prijela materina smrt, ker jim več dolgujem, kakor pa Gustl in Lojs. Oni mi niso bili le rodna mati, ampak so bili tudi povzročiteljica skoraj vseh književnih del, ki so danes last slovenskega naroda. Oni so mi pripovedovali korene teh povesti in zgodb. Pozdravi Gustlna in pišita Lojzno, kakor se spodobi, v jeseni na svidenje oba skupaj. 5.8.1948, tvoj Voronc. Dragi Bruno, prosim te, vzemita si enkrat z Matotom eno nedeljo časa in pridita gor k nam. Oba sta bila v Mauthausnu zelo fejst fanta in s takimi ljudmi hočem imeti zvezo. Tega ne bom nikoli pozabil, kar sta zame storila v težkih časih. Če se bo dalo in bom zmožen, vaju bom tudi v Mariboru našel. Vendar je Maribor strašansko fejst mesto. Ali ga naj hudič zame, ker nimam prometnih sredstev? Zakaj pustite bivšega župana Juana še hoditi po cesti in ga ne zaprete zato, ker ni napravil tramvaja, ki bi bil prišel čisto zastonj, ako bi ga bili pred vojno napravili? Zaprite ga takoj, torej na svidenje. Ali si se že oženil? Prejmita moje najlepše pozdrave. Kotlje, dne 26. avgust 48. Lovro Kuhar, Prežih. Kadar boste prišla, prosim, pišita mi par dni poprej, da kam ne zlezem. Tovariš Karlo Reberšek, porednik za kulturo Mariboru. Dovolite, da zopet pišem zadeve stanovanja v Mariboru. Zimske megle me stiskajo od vseh strani. Bežal sem na Jesenice, tudi to je ista stvar kot Kotlah. Komaj čakam, da bi mogel v Maribor. Lovro Kuhar, bolnica Jesenice, Gorenjsko, 1. november 1949. Med prežihovci smo mi, so preproste vse poti, kot jasen dan. O, Eva, a to ti tako lepo poješ? Sem že mislil, da se je najmanj Sepetova vrnila med nas, da nas poduči o pomembnih vrednotah življenja. Prej nehaj se šaliti. A ne vidiš, da mi je strašansko dolg čas? Res, če ne bi tega rekla, ne bi nikoli uganil. Čisto resno mislim. A pokličeva prijatelje, da bi skupaj počeli nekaj zabavnega, nekaj, kar je vsem všeč? Ja, to pa bi res lahko storila. Poklicala sem vas zato, da bi skupaj počeli nekaj zabavnega, nekaj, kar je vsem všeč, nekaj, v čimer smo vsi dobri. Ja, lahko bi igrali nogomet. Pa kakšen nogomet neki, v tem uživate le fantje. Lahko bi na primer plesali. Čakaj, kaj? Jaz, da bi plesal? To pa kar sama počni. Plesal ne bom, ker plesati ne znam. Svojih nožic v plesne čeveljčke ne dam. A ni dobro? Ja, kaj pa tole? Plesala bom, ker plesati res znam. Glede nogometa pa viole poznam. Da ne bo kje tole. Kaj misliš, da smo dobri mi? Ja, valjda, saj smo Štajerci. Kaj pa, če bi se pomirili v deklamiranje? Ja, to bi res lahko počeli. Ampak pesmi morajo biti zabavne. Ja, če ne bodo zabavne, bo naše počutje spet dolgočasno. Kaj pa, če deklamiramo pesmi od onega tipčka, kako mu je že ime? Mislim, da ga kličejo Roza. Napisal je kar nekaj zabavnih pesmi.
Ja, njega tudi jaz poznam in že vem, katero njegovo bom deklamirala. To pa to, tudi jaz poznam eno njegovo. Midva tudi. No prav, bom kar jaz začel. Predstavil vam bom zgodbo o Micku, ki je imel rad mandarine. Mandarina. Mljas. Skozi luknjo, skozi lupino, zleze Micko v mandarino. Sokomlasno se naslaja. In ker mu okus ugaja, v enem krhlju si postelje in še ženko not pripelje. Potlej imata dosti otrok, vsi sesajo slastni sok. In bolj pridno, ko sesajo, večje sobice imajo. Če pa grejo se lovit, morajo sploh jest in pit, da si prostor naredijo, ker potem lahko norijo. Krhlji so tako vse tanjši in ko zraste otrok najmlajši in izseli se družina, je polprazna mandarina. Micko je drobec, ni kaj, ampak moja recitacija vas bo sezula. Zelo bom prijazen in povedal vam bom, kako iz navadnega smrtnika postanete milijonar. Vas že zanima, kaj? Skrivnostni škrat. V gorsko steno sem zavpil 2 milijona in 105 in nazaj dobil le 5. Hej, halo, kaj je zdaj to? Ni mi mar za tistih 100. Zanima pa me, kdo je ukradel 2 milijona. Stena je odgovorila. Jona! Jona? Je to človek ali škrat? Škrat! To se mi je zdelo zanimivo, ker še nikoli nisem videl škrata v živo. In ker bi ga res rad, sem spet začel v steno kričati. In kje ima ta škrat nesramni svoje skrivališče? Stena je odgovorila. Išče! Se pravi, da škrat Jona še išče skrivališče, kamor bo skril milijona. Sem si rekel, da je začel iskati sam, da brez uspeha iščem že 3. dan. In je počasi čas, da z iskanjem končam. Žal mi je, da ne bom videl, kakšen je Jona. Medtem, ko za tista 2 milijona mi ni več manj. Saj ne gre za denar in pa takšnih milijonov lahko nakričim, koliko želim. Ta je bila dobra. Zdaj vem, da ko bom potrebovala denar, moram v gore. Lepo si tole povedal. Denar je pomembna stvar, ampak nekaterim je pač pomembnejša lepota. Tako kot Urški. Ja, ona je tako lepa. Tako kot jaz. Res hudo je, če prelep si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana so vsalica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse bolj raste euforija. Moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi. Cele mestu eno samo bitje zgleda kot bolano. To je Urška, lepotica, ki prav kislega je lica. Bolj ko gleda te ljudi, bolj je jasno, da ga ni. Tipa, ki bi bil dost lep, da bi šla se z njim vrteti. In ko se ob polnoči vse še kar brez nje vrti, grabiti jo začne obup, kar zasliši čuden hup. Vse glasneje in vse bliže, da vpije mile viže, ko iz temnega obzorja vstane bleda luč motorja. Luč počasi, ko da išče, tava tja, kjer je plesišče. Spremlja pa jo takšen zvok, da vse pade godcem z rok. Se rohni in ropota, kot iz drugega sveta. Dokler končno ne ostavi, se ob Urškini postavi. Urško po obregnira, kar potrese od nemira. Hrup pa utihne, luč se utrne in iz silhuete črne vstane tip, visok, poščen, lep kot kakšen maneken. Ko pa še čelado sname, zdi se, da je iz reklame. Urška srepo buli van, kot bi bil pred njo ekran. Tip pa reče, živjo mala, a bi malo zaplesala? In ker godba kar molči, tipček jezno zakriči. Kva je bend, a bože kaj, eno hitro zaigrej. Končno mene vreden tip. Dahne Urška in čez hip
Vsa v ljubezni zagori, da ji plamen iz oči švigne s tako energijo, da vsi prisotni onemijo. Češ, kako je to mogoče, da ni ti po boksih nič vroče? Ben pa kakor nor zašpila, da so v ognju vsa glasbila. Saksofoni zažarijo, iskre od činel letijo in dim vije se iz kitar, da se zdi, da je požar, ko se lepi par teles zapodi v divji ples. Urška se v ekstazi meče, da si skoraj zlomi pleče. Ti pa tudi ni odluh, krepek je, čeprav je suh. In obvlada rock'n'roll, Urško gor dol naokol suče, Boga nima rad kot najboljši akrobat. In ker ve, da tip je pravi, Urška nikdar se ne ostavi. Vse dokler ne pride ura, ko je končno konec žura. Takrat reče Urška Zala, strašno dobro sva plesala, skoraj več ne čutim nog. Daj, zapeli me en krog. Tipček najprej hladno pljune veliko žvečilne gume, ter za kurba stisne plin. Urška, ki sedi za njim, pa ljubeče se oklene temne, črne soplesalčeve postave in že planeta oddaljave. Že popoldne se razve, da kjer most čez Savo gre, neurejene so bankine in asfaltne izbokline, ter pretirana hitrost bili vzrok, da je zgrešil most. Zvlekli so motor iz reke, a od njo niti obleke. Hrana, denar, lepota, to je vse dobro in prav. Ampak ne smemo pozabiti na praktičnost. Ljudje imamo danes en kup stvari, na katere se sploh ne ozremo, pa so vendarle pomembne. Kako bi si, na primer, obuvali čevlje, če ne bi poznali vezalk? Ali še boljše vprašanje, kakšne čevlje bi nosili, če ne bi poznali vezalk? Na ježka? Ne. Vezalke so vsekakor nujno potrebne. Zato bom svojo deklamacijo posvetila njim. Vezalki. 2 čevlja sta sicer veljala za par, a sta se prepirala za vsako stvar in eden na drugega besno kričala, da sta vezalki od tega kravala s časom dobili tak hud glavobol, da sta, ko sta imeli dokončno dovolj tega nenehnega vika in krika, zavezali čevljam njuna jezika. Ker čevlja hotela sta še jezikat, spredaj uparala sta vsak svoj podplat in na široko čeljusti razprla, ter se na vso moč srdito zadrla, da je vezalki popadal tak strah, da zdaj čeljust drobila jo bosta v prah. Da sta na vrat na nos pobegnili v klet in se v gajbo med jabolka skrili. Tam sta se delali, kot da sta črva, kar se obema je gabilo sprva. Zato sta z občutkom ostuda in gnusa v pričakovanju odvratnega okusa ugriznili v jabolko in se začudili. Kako to, da že prej tega nista odkrili? Da črvom življenje slajše kot nam, ta je pa močna, ljudi naj bo sram, da svojim stvarem ne privoščijo tega, s čimer sladka se nadležna zalega. S polnimi usti sta se razjezili in nikoli več čevljem vrnili. Kot vse kaže, sta se tudi razmnožili. Sam je pred kratkim sporočila neka bralka, da je z jabolka pokukala vezalka. Kaj pravite, sem vas prepričala? Priznajte, bila sem najboljša. Kaj praviš, Katarina? Sem bila najboljša? Ana, bila si odlična, ampak vsi ste bili najboljši, zato si lahko čestitate. Pizza,
Na Jesenicah je živel brat Gustl s svojo ženo Pavlo. Nekaj časa je pri njem bivala njuna mati, po vojni so Prežiha v letu 1949 zdravili tudi v novi jeseniški bolnici. Mauthausen, 12.5.45. Ljuba mati, brat in Pavla. Sporočam vam, da sem tukaj živ in zdrav. Osvobojeni smo bili 5.5.1945 po amerikanskih četah. O usodi žene, Vide in Micke ne vem nič. Ali izgleda, da so bile te že prej osvobojene, če so bile žive. Upam, da bomo kmalu skupaj. Upam, da se bom kmalu vrnil domov. Potem pa se bomo preselili na Prežihov vrh. Upam, da je tudi pri vas vse v redu, da ste zdravi, posebno vi, mati. Ostanite na Jesenicah, kamor bom takoj po vrnitvi mogoče že gledoč prišel. Pozdrave vsem, tudi bratu Anzanu, ako ga medtem najdete. Ljuba mati, poljubi vas, vaš Voranc. Tu smo preživeli burne dneve, ali odnesli smo jo pa le. Slovencev in Slovenk je tukaj nekaj nad 500, znanih med njimi ni, pač pa je tukaj dosti Jeseničanov. Belouška, biti lepa. Belouška, danes videti beli medved. Beli medved, biti dober. Biti že mamut. On biti moj fant. Prinesti Belouška krzno za nova obleka. Belouška imeti krznena obleka. Ti in jaz priti, zdaj ti meni plačati za prevoz. Merjasec porabiti veliko krompir za dinozaver. Krompir uvažati iz Amerika. Beli medved ne imeti žep za drobiž. Plačati jutri. Pa ne pozabiti na napitnina. Meni zdaj moditi se k Belouška. Jutri jaz vklopiti razum in zahtevati račun. Dobro, ti jutri dobiti račun, zdavek, to biti kila krompir in 2 paprika. Jaz zdaj pozdraviti Merjasec. Hvala za prevoz. Lepki, lepa nova koža,
Lep beli medved. Jaz ću biti ta rjavi medved. On imeti veliki čekani. Jaz imeti vratovica iz čekani. Belouška dobiti krznena obleka. Ona biti moja punca. Beli medved će priti. Belouška, jaz tebi prinesti darilo. Ti iti z belim medvedom v votlina. Ampak jaz rada jahati mamu. Ti čahati mamu, on tebi biti. Ti v moja votlina, zakuriti in skrbeti za otroke. Ne imeti taka frizura. Jaz imeti rad veliko dlaka. Jaz ne biti kako moja mama. Jaz jahati mamu ti ni imeti zavezana dlaka, če tebi to biti všeč ali ne. Ti žensko mene poslušati, ti mene bogati, ti biti samo ženska, kuhati in prati in poslušati beli medved. Ti že videti hodiš beli medved, pustiti mene pri mojih starših. Tako, zdaj mir pred žensko. Ona prati odbleka od beli medved, kuhati za beli medved in roditi otrok. Ženska biti dobra samo za to. Le katero dekle bi se mi lahko uprlo? Prav imaš, Jožef Hrabri. Najlepši od vseh cvetov med grajsko gosposko, na rdečih jesenicah si. Le za Elizabeto mojo, drugo, ljubeznivo, mi bije zaljubljeno srce. Ona je moja zvezda, sonce in večno cvetoča vrtnica. Joj, ne, spet sem se zmotil. Navdaja me srečo, moja jutranja zarja, lepša je od pomladanske rože. Vonj njenih las pa me popelje do... Mama, do kam že? Pa saj sem ti že včeraj povedala, pa ne enkrat, 1000-krat, kaj si res ne moreš zapomniti. Popeljete do svetlih zvezd in je, princesa tvojih sanj. Ja, saj res. Popeljete do svetlih zvezd in je princesa tvojih sanj in potem jo vprašam, princesa mojih sanj, bi šla z mano na ples? Dragi moj sin, se ti je čisto zmešalo, to sem vendar jaz, tvoja mati. V svojih sanjah sem princesa, vendar tvoj oče pravi, da sem ena velika nočna mora. Draga mati, držal se bom tega, kar ste me naučili. Glejte, pripravljen sem. Še iskrega konjiča vprežem in grem. Poljub, mati. Danes je tako lep dan. Jožef Hrabri bi me moral zaprositi, če grem z njim na ples, pa ne vem, kako bom prišla z vrha tega stolpa. Res sem lepa, kakor jutranja zarja, res mi oči žarijo, kakor zvezde na nebu in moji lasje prilikujejo se levi igrivi. Srce mi bije le za Jožefa. Elizabeta, cvet gorenjske lepote, Jožef Hrabri že gre, konjiča pisanega jezdi, hitro kakor veter. Devica angelska, si pripravljena? Lepo pozdravljena, luna mojega življenja. Elizabeta, ljubezniva, moje sonce, zvezda in večno cvetoča vrtnica.
Jo, ne. Spet sem se zmotil. Navdajaš mi srečo. Moja jutranja zarja si. Lepša si od pomladanske rože. Von tvojih las pa me popelje do kam je že rekla mama? Popelje me do svetlih zvezd in si, princesa mojih sanj, te smem prositi za dovoljenje, da te povabim na ples? Jožef Hrabri, si mi kaj prinesel, da me lažje prepričaš? Za zvezde v tvojih očeh, vrtnica moja, ti podarjam rdečo vrtnico. Samo eno vrtnico, predrag Jožef, zato pa res ne bom hodila 100 stopnic, da pridem do tebe. Mi podariš še kaj? In zlat nakit za mojo damo, ki mi je ožgala srčne rane s svojimi pogledi. Tak si kot tisti ostrovrhar. Kaj ne veš, da je to premalo, da sem imel name srce le zate? Potem pa grem do Turkov in osvobodim rojake in pripeljem s sabo turško ajšo. O ne, nikar. Tistim ženskam ne zaupam. Pripeljal boš s sabo, jaz pa bom morala v samostan kot Rozamunda. Počakaj me, že tečem. Končno. Glej, moj konjič že čaka. Pridi, zala moja, bova skupaj odjahala v sončni zahod in srečno živela vse do konca svojega življenja. Listen, my direction. This is Mixed Rock Production. Hey, listen to these shakes. A wish you wanna. To sam napiše, pa študijak spola. To da sam drugačna, veva ko da živa gola. Na knjigah feminizma mi pa pušča v prah. Mene i tebe pa i mene strah. Ja ne pisanje kliše, ne lektor ne prečerpa. Prišetna pa ne stroka, vrše zrčega načrta. Vsi bodo srečni, ka bodo si poprečni. Vsi bodo uspešni in vsi mu sem všečni. Najo pa še zmer ne bodo znala tu šablono. Pesnik pa mi za mislo za pa druž poklonov. Gledajo na čudem, če do tebe sem prijazen. Pa sem že zapata, če čustva ti izkažem. Izpadem kot pička, če sonce pokažem. Kaj ne lažem, sem označen, da sem blazen. Zato na začetku sem ti to prelačen. Na kmaj tega pa jasem, da sem res preveč drugačen. Prvič me sreča sreče, že si okej. Drugič me sreča sreče, da ti je gej. Znaš me ko pesem, prebereš do zviska. Takrat postaneš moja področja, bivša. Ko prvič me sreča sreče, že si okej. Ko drugič me sreča sreče, da ti je gej. Znaš me ko pesem, prebereš do zviska. Takrat postaneš moja področja, bivša. Dobila sem 2 imena. Nick King in Tim. Ma poznam ti 2 osebe? Ja. A sta mi všeč? Ne, Nick King. Mogoče Tim. Like pa dobiš ime. Ja, WTF je zdaj to? Lol. Kva zdaj ona? Evo. Moja slikca za Facebook. Lajkaj pa si moj prijatelj. Wow, huda. Hvala. Top ljubi zate. Kul si. A greva do šole? Lahko. Kdaj? Lahko zdaj. Okej. Oj. Greva. Pojva. Si okej? A ti? Ja. Cool. Ilma pa res teži. Lol. Kjer je Bruke zadnjič, ko je na Facebooku rekla, da je vnojca? Ja. Ona je skosu enega. Kjera je to klošarka? Jep. Jep. No, klej sva.
Kecov si? Pojma nimam. A si ok? Pa ti? Ja, cool. Cool, zdaj pa moram dan. Ja, jaz tu. Čau. Čau. A prideš na Facebook? Ja. Cool. Oh, kako sem lep, skoraj popoln. Tale novi vosek naredi noge popolnoma gladke. Wow, tudi tele dlake so popolnoma izginile. No ja, sem trtja sem kakšno izpustil, pa saj se ne vidi. Ko pride kobra, jim bom končno všeč in bova šla na party. François, a si pripravljen? Pa kobra, kako sem te vesel. Si danes normalni? Ne, za danes sem si izbrala Porsche. Kaj pa ti? Si že popravil kolo, ki sem ti ga kupila? Saj veš, da taka težka dela, kot je popravilo kolesa, niso zame. Pa še 3 ure sem porabil, da sem se uredil za današnjo party. Ah, prav, mi vsaj ne podelo sramote. Še televizija pride. Sigurno nas bodo spet spraševali, kakšni so se nam zdeli glavni junaki v najnovejši risanki. A si jo že videl? A najnovejši film o minjonih? Ja, sem, pa ga kar nisem mogel razumeti. Zame je bil prezakompliciran. Sej ni važno. Bom že jaz govorila, ko ne bodo kaj vprašali. Glavno je, da sva lepa. Pamet sploh ni pomembna. Pameten je lahko vsak, lepa ne. Si že šel k madame Depilé na depilacijo? Ne, sem kar samo uporabil vosek. Poglej. 1, 2, 3 dlake si pustil. Kako si ti malomaren, šalabazer. A tak boš hodil na gala prireditev? Drugi moški bodo popolnoma brez dlak. Ti pa boš kosmat kot medved. Prepričana sem, da si jih pustil tudi na trebuhu. Madame Depilé je tako groba. Njen vosek boli. Jaz s takim dlakavim moškim že ne grem ven. Se mi po cel svet smejo, kakšnega tipa sem dobila. Zmajoka bo prišla z Ivanom. Saj veš, da se mu koža kar sveti, ker nima niti ene dlake. Prav zato je postal najbolj zaželen moški na svetu. A jaz? Jaz ne pa pridem pa z dlakovcem kot si ti. Ni govora. Ali greva takoj k madame Depilé, ali pa ne greš z mano. Če pa tako boli. Za lepato se pač potrpi. Tudi ti boš. No, greva. Jaz sem drugačen. Wow, kako smo mi dobri. Zakaj že? Ja, celotno evolucijo odnosa med moškim in žensko smo spravili v 5 minut.
Prva svetovna vojna močno vplivala. Uničila mu je skoraj vero v življenje in njegove vrednote. Leta 1915 je bil star 22 let in poklican kot avstro-ogrski vojak na italijansko fronto. Njegov odpor do vojne je najbolj izražen v vojnem romanu Dober. Kar 3-krat ga je moral napisati, preden je leta 1940 doživel svojo prvo tiskano objavo. Ti, ali veš, zakaj smo pravzaprav tukaj? Neumnost! Postavijo te sem, kjer še pes nikdar ni crknil. Ti pa se vojskuj. Nikoli še nisem videl katerega od njih in nikoli mi še ni storil kdo kaj žalega. In jaz nikomor izmed njih, pa se pobijamo. To je neumnost, velika bedarija je vse skupaj. Ne tarnam po življenju, to da neumno se mi zdi, da bi moral človek poginiti, kadar drugi hočejo. In bi ne vedel zakaj. Pobegnil k sovražniku. Dragi prijatelj, sicer te imam rad, vendar te prosim, da mi kaj takega nikoli več ne omeniš. Dovolj je vsega, čakati ne more. Nočem umreti za Avstrijo. Nocoj ali nikdar. Nocoj ali nikdar. Sklonjen, z glavo nizko pri zemlji, tipaje z nogami in z rokami se je spustil proti italijanskim jarkom. Varovala ga je temna noč. Eden izmed milijonov, ki so to noč stali v jarkih, se je predramil. Prisluhnil svojemu srcu, prisluhnil svojim možganom, nato pa preskočil ograjo, ker ni hotel biti več suženj. Miroslav Košuta, naša mala kraška pravljica. V pravljicah so gradovi vsakdanje hiše, z njimi človeške želje raso više in više. Zato je med ljudmi še mnogo takih, ki se v pravljicah vidijo gradove v oblakih. Kje pa naj se ta pravljica začne? Naša pravljica se začne tam, kjer se običajno začnejo vse pravljice tega sveta. In začetek bi se lahko glasil takole. Nekje tam daleč, daleč je nekoč stala lepa kraška vasica. Pri nas na Krasu so vasi velike in majhne in take, ki jih ni. Te so najlepše in za večne čase. Te gradi vsak sam zase. Na Krasu je krasno, vse je zmeraj v pravem času. Kadar pesmica nagaja, občine so brez tramvaja, mrko gledajo ljubani, cele dneve neprespani. Mimo Trepč gre iz navade, kar naravnost dopade, kjer jo čaka bazovica v pregospeču lepotica. In zato se je ne tiče, kar porečijo padriče. Če boš priden in previden, dam ti udar miramar. Če bi bil rad vesel, ti poklonim konto vel.
Če si ti, ki tulj in teha, boš dobil lepo proseka. Če moraš kdaj z teh bežin, vzami za spomin devin. Če boš vedno razigran, potre zate je sesjan. Če poreden pa si vreden, da dobiš moj rodni kviš. Na krasu je krasno, nikdar ni prezgodaj, nikdar ni prekasno. Nimamo zvončka, nimamo slončka, nimamo cize, nimamo mize, nimamo mare, niti kitare, saj ni pri hiši ne mačke, ne miši. Kje stanuješ, mala miška? Kje stanuješ? Kje domuješ? Kje je tvoja mala hiška? Tam stanujem, kjer ni mačke. Tam stanujem, tam domujem, ker ne pridemo njene tačke. Vzamemo puško in gremo na hruško. Na hruško? Seveda, čakam medveda. V vejah sedimo in sline cedimo. Sline? Seveda, zaradi medveda. Odvržemo puško, trgamo hruško. In jo pojemo? Seveda, namesto medveda. Rekla ti bom nekaj kratkega, preprostega tako, da se pove potihoma in na uho. Saj bom pripravil, saj bom pospravil. Pozneje. Saj bom napisal, saj bom narisal. Pozneje. Kadar pozneje se prismeje v otroško sobo na bisk, ga spremljata brisk in pisk. Pozneje je pač veseljak, ki mu je malo kdo enak. Ko si nova utrudi, mi sporoči, nobenih skrbi. Sem bil na ogledu in vse v redu. Pozneje. Pesnik na kozi je srečna izjema. Lizike liže, da je otrokom bliže. Kadar bezavdo mišljijo, pa napiči poezijo. Zelena drevesa so za jabolka in gosenice, v njih pomladni veter roji. Rumena drevesa so za kutine limone in za sušo poletnih dni. Rdeča drevesa so za češnje in pike polovnice, so dom jeseni in večerne zarje. Bela drevesa so za neznano sadje, za borove prejce, za zimo bliske viharje. Modra drevesa so za slive in da ptice gnezdijo v njih, kakor sredi neba. Črna drevesa so za muhe in mravlje, v njih spita noč in tema. Naš čas je. Pojdimo na obalo gledat morje, kako široko, svetlo je obzorje. Gledam skozi okno, v gmajni brin samega, ampak malo dalje, v njivu drugem oknu, žito dozoreva. In odprem še tretje na nasprotni steni. Vidim, sinje more se v valovih peni in čez te valove belo jadro plove. Združena tri okna, v sliko pretresljivo, shranim za spomin. Jadro plove v nivo, v gmajni žitno klasje, a samoten brin sredi morja rase. Tedaj je završala nad obalo, morje v čopki zacvetelo, sinje in belo. Videl sem jadro na morju, ko je tonila v obzorju. Videl oblaček na nebu, bil je podoben galebu. Svojo jadrnico sem galeb nad žitom.
krasno. Nikdar ni prezgodaj, nikdar ni prekasno. Vse je zmeraj v pravem času, na krasu. Kako pa je kaj na Koroškem? Na Koroškem je dro lepo. Tam pesno jezik v otroškem, vedri oblačno nebo. O rekah v treh pražnih dolinah, zvestobi mladih ljudeh, ki jim beseda materina šeplje solze in smeh. In poje lepo po slovensko, veselo ta žalostni čas, tako da jo s tankim ušesom zaslišimo tudi na kras. Na krasu je krasno, nikdar ni pretiho, nikdar ni preglasno. Vsi so zmeraj na dobrem glasu, na krasu. Povedali smo vam pravljico. O, da, pravljico, našo malo pravljico. Majhna pravljica ni velika. Komaj se začne z nekoč ali nekje, že jo zaustavi pika. In našo pravljico bomo zaključili z besedami, ki jih že poznamo. Nekje tam daleč, daleč je nekoč stala lepa kraška vasica. je bival v Trstu od jeseni 1911 do pomladi 1912. Potem pa je bil krajši čas zaposlen v Podgori pri Gorici, odkoder se je peš odpravil domov in pristal v Celovcu. Črtica za delom je nastala v letih 1912-1913 in je izšla v prvi Prežihovi zbirki kratkih pripovedi z naslovom Povesti leta 1925. V njej se je lotil tržaškega socialnega življenja in problemov brezposelnih delavcev, med katerimi se je znašel tudi sam. Za delom. Meglenega zimskega jutra smo čakali pred vhodom neke tovarne blizu Trsta. Zvedeli smo, da bodo ob 8 najeli 5 delavcev, 5 samo, a nas je bilo najmanj 10x5. Lačnih, kruha potrebnih konkurentov, sivih starcev in mladih še nedoraslih fantov. Tolpa razcapancev z izstradanimi obrazi, nagnana od vseh vetrov. Družba se je vedno večala. Samo 5 jih rabijo. Kaj odlašajo? Morebiti nas imajo za norce. Ni še čas. 10 minut še manjka do 8. Obstali smo tiho, vsak na svoje mesto in plašno zrli v prihajajoče. Jemali so kar od kraja, vratar je vpil nad nami, uradnika sta se pa smehljala in beležila opaske na papirju.
Imeli so že 4 odbrane, ko se je vratar znova ozrl po gruči. Ali je kdo tesar? Je vprašal. Naj se oglasi. Sladko čustvo me je prešinilo. Že vglas lupanje se je spet pojavilo v meni in z radoščenim klicem sem se oglasil. Jaz sem tesar. Sem pil in skušal preliniti vrsto mož pred seboj. Ali komaj sem izustil, so se ponudili že vsi in cesta je odmevala od klicev. Jaz sem tesar, tesar, mi smo tesarji, hej! Tolpa je pritisnila korakom. Od zadaj so me objele pesti in me držale na mestu. Mimo mene pa so se pehali drugi. Izbrali so drugega tesarja in izvoljeni so izginili z uradniki v tovarno. Mi pred vrati smo se oddahnili od razburjenosti in se pričeli razhajati. Par jih je odšlo mračnih in tihih, nekaj se jih je brezsmiselno smejalo, drugi so se rogali s prejetim. Trpinčili jih vodo, so govorili. Tudi jaz sem se pomešal med odhajajoče. Najbrž naš današnji gost, kaj ne? Ja, dober dan. No, kar usedite se. Čez natanko 3 minute bomo začeli z današnjim intervjujem. Udobno se namestite in počakajte na začetek. Danes bo zahteven intervju. Matematika imam v studiu, strokovnjaka za matematiko. Veliko sem prebral o njem. Wow, kako dober matematik je. Matematika je lahko tudi kit, gromozanski velikan, ki pluje po širnih oceanih. Ali pa moj lasje speti kot kita. Punce, kaj pa počnete? Čeke premetavamo sem ter tja. Wow, kako se dobro v premetavanju besed. Saj ste čisto prave, pravcate, črkovanke premetanke. Wow, smo dobre v premetavanju besed. Pripravljeni, gospodi Šumak? Čez nekaj sekund bomo začeli. In 3, 2, 1 in gremo. Pozdravljeni gledalci in gledalke, naša oddaja z naslovom Wow, smo dobri, v kateri gostimo ljudi, ki se lahko pohvalijo na najrazličnejših področjih. Danes je z nami v studiu mladi gospodič Novak, ki je upravičeno ponosen na obsežno znanje matematike. Pozdravljeni v naši oddaji. Lep pozdrav. Bom kar začel z vprašanji, če rečem kateta. Kateta je iz matematike vzeta. Kateta ni nikakršna čudna teta. In tudi ni nikakršna noviteta. In tudi ni črka eta, ki je črka iz grške abecede vzeta. Ja, kateti sta stranici pravokotnega trikotnika, ki oklepata pravi kot. Kaj pa hipotenuza? Oho, sliši se kot grška muza. Ali pa kot mačka, ki sokoli vroče kaše muza. Kaj pa če je to samo?
Matematična muza, ki se nam pri testih, hudomušna muza, Muza, ta matematična muza. Hipotenuza je seveda najdaljša stranica pravokotnega trikotnika. Izračuna se jo a na kvadrat plus b na kvadrat enako c na kvadrat. Enačba se imenuje Pitagorov izrek, imenovana po grškem filozofu in matematiku Pitagoru. Pitagora in njegov izrek živita v matematičnih klopeh. Kaj pa pita, gora, tarok, por, pika, krog, rog, zora, griva, to je zdaj za vas enačba igriva. Zamotana kot konjska je griva. In rešitev se v Pitagorovem izreku skriva. Kje? Premečimo črke in našli bomo rešitev, saj smo dobro pri metavanju besed. P, I, T, A, G, O, R, O, B, I, Z, R, E, K. Pitagorov izrek je nekakšen rek, ki ponuja še veliko drugih izrek. Lahko je reka, ki se iz gore steka, ali pa jabolčna pita, okrogla kot krog, ki že ob zori vabi sladkosnede od vsega okrog. Por v rižoti. Wow, tudi por se v Pitagorovem izreku skriva. Por, tir in še več. Več in še več se nam ponuja iz vseh teh črk in besed. In ker nismo dobri Matematiki in premetavanju črk in besed, lahko pogumno zakorakamo v ta svet. Wow, smo dobri! Izid prve zbirke povesti Aretacija leta 1943
prijateljevanje s Ferdom Kozakom, Edvardom Kocbekom, Kristino Brenko in mnogimi drugimi. Bolezen ga je kmalu odtegnila od resnega dela in ga poslala v različne bolnice, tudi v Ljubljani. Prisluhnimo odlomkom iz pisem. Pismo Luki Kramovcu iz Ljubljane, pismo Fanji Koširje Imeti v Ljubljano, urednici naše žene, s katero sta se spoznala v začetku maja v Radencih na zdravljenju. Tovariš Kramovc, govoril sem z upravnikom Slovenskega književnega zavoda Tovarišem Godinom in on je seveda pripravljen izdati in založiti vašo zbirko koroških pesmi z napevi, posebno, ker gre za kvalitetne stvari. Ne pozabite na zbirko iz Mežiške doline, o kateri sva govorila zadnjič. To je vaša naloga, ki jo morate kot rojak izvršiti. O tem bo treba še govoriti. Zmenite se tudi z dr. Francetom Kotnikom. Vas lepo pozdravlja, Lovro Kuhar. Draga Meta, hvala za lepo pismo. Prihodnji teden sem v Ljubljani in se bova videla. Za našo ženo ti bom napisal nekaj takega, kar želiš in sicer in življenja moje matere. Kako je ona kot kmetica hrepenela po pesmih in s kako slastjo je pričakovala Gregorčiča. In kako ga je potem čitala. Mislim, da bo to ena lepa stvar. Pozdravljam te zelo močno, Meta. Tvoj Prežihov. Tudi žena te lepo pozdravlja. 13. oktober 48. Dragi prijatelji, na vaji smo doživeli presenečenje. Naš nastop je delno enak mariborskemu. To je dokaz, da kljub nogometni nestrpnosti srca Maribora in Ljubljane bijejo v istem ritmu. Skrivnostni škrat. Proti gorski steni sem zavpil 2.105.000 in nazaj dobil le 5. Hej, halo, kaj zdaj to? Ni me za tistih 100, zanima pa me, kdo je ukradel 2 milijona. Stena je odgovorila. Jona! Jona? Je to človek ali škrat? Škrat! To se mi je zdelo zanimivo, saj še nikoli nisem videl škrata v živo. In ker bi ga res rad, sem začel že spet v steno kričati. In kje ima ta škrat nesramni svoje skrivališče? Stena je odgovorila. Išče! Se pravi, da škrat Jona še išče skrivališče, kamor bo skril milijona, sem si rekel in začel iskati, če sem, da brez uspeha iščem zdaj že 3. dan in je čas, da z iskanjem počasi končam. Žal mi je, da ne bom videl, kakšen je Jona, medtem ko za tisto 2 milijona mi ni več mar. Vse ne gre za denar in takih milijonov lahko nakričim, kolikor želim. Ustrahavanka. Postelja je že poslana, pod rjuho pa podgana. Če jo bršneš, ko greš spat, te ugriznejo pod plat. Ko od groze zakričiš s krikom kačo prebudiš. Ki prijazno, kakor muca, dol pod posteljo dremuca. Ni da pika bi se bal, saj ni gad, je le udal. In ko v strahu kviško švisne, skoraj se že k tebi stisne in tako tesno te objame, da vso sapo ti vzame. Ti zato na vrat na nos stečeš ven na srečo bos, saj med tem je za svoj dom en coprat že izbral škorpion. Zdaj pa se začne najhuje, strah, da kdo te opazuje in da zdaj na te plane, ven iz sence, nepoznane. Volkodlak ali vampir te požene v divji dir.
Zdaj boji vse čisto vsega, sem se noči polni zlega. Leta večjo zreš rastlino, čim dlje proč od njega ješ mimo. Vse ne veš, kako izgleda tista, ki meso jeda. Ko le prideš med ljudi, ti so grozni roparji, ki zalotiš jih pri tem, ko Boga delijo plen. Ker te gledajo krvavo, veš, da zdaj ti gre za glavo. Glasno krikneš, na pomoč! Zdaj pa spat in lahko noč. Krokodil. Na Borneu nek krokodil si je strašansko želel kril in sploh ni mogel razumeti, da je tako krivičen svet, da ptičce skriž rodi, a on, ki si jih res želi, do smrti mora bo nenehno živeti v blatu in pritlehno. Govoril je, ko je bil jezen, kot glista tu po zemlji lezem. Če pa za starši imel bi srake, bi dvignil gor se pod oblake in točno videl, kje vse same se skrivajo križački hrane, kje so kozički, kje prašički in kje človeški so mladički. Tako pa moram dan za dnem v širju čakati na svoj plen. Bilo mu grozno izumret, dokler nekoč ni uspel požret nekoga, ki je imel s seboj kovček, velik kot zaboj, v njem pa polno krasnih knjig s kupico zanimivih slik. Te slike je krokodil potem skrbno gledal dan za dnem in čudil se, kaj vse obstaja, kar na eni vidi zmaja, verjetne more. Točno to sem sanjal jaz noč za nočjo in glej si ga, veselo cvili, res so leteči krokodili. Pogleda brž, odkot prihaja ta krasna knjiga sliko zmaja, in čeprav bolj šibko čita, se mu na koncu le zasvita, da je knjiga iz Ljubljane. Hitro pot pod noge vzame in tako zdaj k nam se plazi. Kdor ga sreča, naj se pazi, se takrat, ko k nam prileze, najbolj znoro bo od jeze. Ker naši zmaj so lebron, bo šel vso dolgo pot za ston. Razen, če ne ugotovi, da imamo pri nas okusne ljudi. Marela. Nekoč je živela vesela Marela, ki nikdar ni smela postavati brez dela. Če ni deževalo, se je spremenila v športno padalo in strehe skočila. Če se obrnila, je z vrhom navzdol, po vodi vozila se je kakor čoln. Če pa je želela sanjariti ves dan, je v gozdu čepela kot velik goban. In ko je hotela brezskrbno divjati, se v parku vrtela je kot vrtiljak. Zaprta postala je viteški meč, njen bojni udarec je bil prav boleč. In golf je igrala, na vso moč mahala, da žogico točno je v luknjo poslala. Spet drugič podprla je staro gospo, da si je med hojo pomagala z njo. Veliko je znala, vse sorte počela, ob dežju bila celo dobra Marela. Dokler ni nekoč vso silo nekdo zapičil v tla in pozabil na njo. Ko se je trudila, da bi se spolila, iz kože bi najraš iz svoje skočila. A ni ji uspelo, ostala je v tleh, ko zapihal je mraz in zapadel je sneg. Nesrečno je stala, ledeno je okala, spomladi pa v tla korenine pognala. In je Marela končala tako, da zraslo je vitko, visoko drevo.
ki je šla v gozd. V času počitnic, ko ni otrok, imajo tudi klopi prostor. Takrat grejo malo pogledat okrog, če je še vse tako, kot je bilo. Če klopci pred šolo ste živi in zdravi, če ima smetnjak še tak hud apetit, če prometnemu znaku se še vrti v glavi in če vodomet še uspe vso vodo spiti. Bolj daleč ne grejo skoraj nikoli. Rajši uživajo blagost tišine, ki čez počitnice vlada na šoli. In s 1. septembrskim dnevom spet mine. Le enkrat pred leti si je neka klop tako zelo neustavljivo močno želela pogledati, odkot je njen rod in kje je raslo njeno družinsko drevo, da je izrabila poletno prostost, zato da je odpotovala v gozd. Klopi so ji rekle: ostani doma, svet je nevaren in pol kriminala, za malo lesa te še kdo pokonča, a radovedna klop se ni dala. Če vam je vseeno, jaz vedeti želim, kje je nastalo to, kar je v meni. Sale, če se zavedamo korenin, vemo, kdo smo in nismo zgubljeni. Zato moram nujno do tistih dreves, ki imajo, tako kot jaz, plemenit, bukov les. In nikar me ne čakajte, je še dodala, če mi bo všeč, bom med njimi ostala. A ko je prišla v gozd, ni mogla verjeti. Saj tu vendar vlada popoln nered. Nikjer ravnih vrst, vse raste vse vprek. Grmovje in trava sred bukov in smrek. Kar pade z dreves pa leži kar po tleh, da gozd se utaplja v lastnih smeteh. In tla so vsa vegasta in raznolika, da se človek ves čas ob nekaj spotika. Od razočaranja je izjokala in se počasi vrnila do šole. Vso pot na vso moč premišljevala in ob vrnitvi povedala tole. O, sestre, zdaj, ko sem videla, odkot izvira naš vzgoji zavezani rod, sem še posebej ponosna na nas. Naše vedno poreklo je namreč dokaz, da vse je v življenju doseči mogoče, le če je volja in če se hoče. Jabolka ne padejo daleč od dreves, a me, redoljubne šolske klopi, od prednikov smo podedovali le les. Medtem ko značaj navade smo ustvarile z lastno močjo in daleč presegle vsako drevo. Tako je klop svoje razočaranje skrila, s tem, da navdušenega izavila. Saj, da se nesreča za srečo izkaže, včasih ni treba, da kdo se kaj zlaže. Pomembno je, da z druge strani se pogleda in da se najde drugačna beseda. Na Ramnici sta vrsto let bili prijateljski duet. Po dnevi hlače sta držali, po noči pa v predalu spali. Kar sta en dan ugotovili, da sta se vse dotlej motili, saj na tem svetu skoraj vedno je eno več kot drugo vredno. In ta, ki nosi levo stran, kjer najvažnejši je organ, naravnost čez srce poteka in je več vredna za človeka. Zato sta v borbi za prestiž naenkrat si prišli navzkriž, se stepli in se zavozlali, da nista več narazen znali. Na smrt sovražno prepleteni, nerazdružljivo zapleteni, sta šli na svojo zadnjo pot. In ko se vrnil je gospod, imel na hlačah je nov par, ki mu je mar le ena stvar. Da skupaj hlače gor drži, da se gospod ne sramoti. Dva čevlja sta sicer veljala za par, a sta se prepirala za vsako stvar. In eden na drugega besno kričala, da sta od tega kavala s časom vezalki dobili tak hud glavobol, da sta, ko sta imeli dokončno dovolj tega nenehnega vika in krika, zavezali čevljema njuna jezika. Ker čevlja hotela sta še jezikat,
Odparala spredaj sta vsak svoj podplat in na široko čeljusti razprla, ter se na vso moč srdito zadrla, da je vezalki popadal tak strah, da bosta zdaj čevlja zdrobila ju v prah, da sta na vrat na nos pobegnili v klet in se v gajbo med jabolka skrili. Tam sta se delali, kot da sta črva, kar se obema je gavilo sprva. Zato sta z občutkom ostude in gnusa, pričakovanje odvratnega okusa, ugriznili v jabolko. In se začudili, kako da že prej nista tega odkrili. Da črvom življenje je slajše kot nam, ta je pa močna. Ljudi naj bo sram, da svojim stvarem ne privoščijo tega, s čimer sladka se nadležna zalega. S polnimi usti sta se razjezili in se nikoli več k čevljem vrnili. PS, kot vse kaže, sta se tudi razmnožili, saj mi je pred kratkim sporočila neka bralka, da je iz jabolka pokukala vezalka. Pesmi odličnega pesnika Andreja Rozmana Roze, ki je prav tako hodil na osnovno šolo Prežihega Voranca v Ljubljani. Za spomin na naš nastop pa smo vam tukaj pripravili naramnici za gospode in pa jabolka v vezalkah za gospe. in ravnatelj Slovenskega knjižnega zavoda sta se spoznala junija 1945. V letih do 1949 je Prežih Godini napisal 28 pisem. Njihovi odlomki nam odkrivajo literarne načrte, dogovore o natisih in honorarjih, poglede na lastna in tuja dela, medosebni odnos. Dragi Godina, zadnjič si se ustrašil, ko sem zvedel, da si v bolnici. Veš, priznati ti moram, da imam nekatero ljudi rad na tem svetu in med te spadaš tudi ti.
Veliko takih pa ni. Škoda bi bilo, če bi se ti kaj zgodilo, da bi te veralo pri delovanju. Pozdravljeni. Kotle 4.10.46, Loro Kuhar. Sedaj končujem zbirko povesti za mladino, ki bo pod imenom Suzice išla letos pri mladinski knjigi. Imam pa napisati še zadnjo črtico. Kaj pa iz dober dobom? Ali nisva nekoč govorila, da bi ga ponatisnila? Zadnjice me je Vidmar lotil zaradi tega. Hoče znati dober dob pri državni. Sporočam to tebi v vednost, ker se načelno držim vas. Razen tega bi potreboval tudi še kakšne denarje, ker zdaj malo zaslužim, ker slabo delam. Ravno kar sem prebral Most na Drini. Veš, Godina, da si ravno nisem lani dobil prve nagrade za Jamnico, vendar Jamnice nikakor ne dam za Most. Literarno je stvar zelo nemarno napisana, zelo nemaren pa je tudi prevod. Lepo pozdravljena ti in žena, Loro Kuhar, 17.6.48. Mura, naša reka, ki oblikuje pokrajino in ljudi, daje pečat prekmorski duši, buri domišljijo, daje navdih umetnikom in kruh pridnim rokam ter ponuja prostor oddiha, miru, gibanja in učenja. Temna voda, lenobna, divja, poplavna. Vse to je Mura in še veliko več. Je tudi biser narave, zeleni trak živalskega in rastlinskega bogatstva, dediščina, ki smo dobili od prednikov in jo bomo predali potomcem. Sončno jutro, ptičje petje, lok šumeči nežno cvetje, me pozdravlja nežno, vabi me. Tvoj močvirni zrak prevejle, pravlična meglica bejla, na livadi soncu se igra.
Skrb za preživetje, za vsakdanji kruh je človeka spremljala že od pradavnine. Do kruha so ljudje od nekdaj imeli spoštljiv odnos na vsej njegovi poti, od zrna do hlebca na mizi. Iz naših krajev nas je pot že večkrat odpeljala širom po Sloveniji in tudi izven naših meja. Sodelovanje v različnih projektih nam je omogočilo, da smo spoznali tujo kulturo ljudi, ki so pustili pečat v nas, prevzela nas je tudi narava. A ko je pot spet zavila proti domači zemlji, je srce začelo hitreje biti. Vedeli smo, da je tu naš dom, da je to naša domovina. In danes smo tukaj z vami, prijatelji. Ponosni smo, da smo del večdesetletne tradicije srečanja Prežihovih šov.
Koroškem je bil Lovro kuhar, Prežihov Oranc, kmet, politik, pisatelj, enkrat bolj eno, drugič bolj drugo, ali tretje, ali samo preprosto človek, ki je znal ohraniti otroka v sebi. Kakor omotičen sem obstal na dvorišču, bil sem poln neke čudne, sladke dolžnosti, čeprav se tega nisem zavedal. Zunaj je ostajalo pomladansko jutro, čas je prehajal že v poletje. Za daljnim pohorjem je žarela velika škrlatna zarja in vsak čas se je moralo prikazati sonce. Vrh pecega je že videl, ker je bil ves oblit s škrlatno barvo. Trata, drevje in grmovje je bilo oblito z roso, ki se je le še bledikasto svetlikala in čakala, da je skorajšnji sončni žarki napolnil z biseri jutranjega zlata. Koprenasto ozračje je dihalo počasi, kot da bi narava vzdigovala veliko vreme. Nenadoma me je čudna sila dvignila z mesta, kjer sem stal, in začel sem leteti čez polje proti peklu. Uspel sem na rob pekla in se zgrozil pred mračno jamo. Videti pa je nisem hotel, zato sem z zaprtimi očmi spustil čez rob na dno pekla. Sluteč tam doli, ob skalah skrite skozice. Šele ko sem bil spodaj, sem odprl oči. Našel sem cele šape dehtečih stozic in jih začel hlasno trgati. Voranc je našel stozice za mamo, da je izpolni srčno željo in ob tem občutil neizmerno srečo, ne zase, ampak za njo. Vsi smo iskalci sreče in ta nas obišče, ko znamo sprejeti prijateljstvo, nasmeh ali strah in bolečino, vseeno kaj. S to mislijo zaključujemo prireditev, preden pa se razidemo, vabimo vse nastopajoče, da pridete na oder, da zapojemo svojo himno Prežihovcev.